Minulo nedeljo se je okoli 100 pohodnikov, med njimi slepi in slabovidni, gibalno ovirani, osebe z motnjo v duševnem razvoju in osebe z motnjo pozornosti ADHD ter gluhi, povzpelo na Janše nad Ljubljano. Tovrstne inkluzijske pohode že nekaj let organizira Odbor in planinec pod vodstvom Jurčka Novaka in Marjete Čič pri Planinski zvezi Slovenije. Pohod se je začel v megli, a zato nič manj veselo. Ne glede na to, da si na vozičku, pač lahko stvari počneš čisto normalno, pač brez ovir, glih tako se lahko premikaš, greš, zrak začutiš, ne vem, si z ljudmi, si povezan, se vključuješ pač na ta način in to mislim, da je pomembno. Pot na Janše je potekala po dveh smerih. Slepi in slabovidni so se odpravili po daljši poti skozi gozd in pri tem opravili kar 500 metrov vzpona. Gibalno ovirani in tisti z manj kondicije pa so šli po krajši poti, dostopni za vse. Hoja v hribe mi pomeni nekaj zanimivega, sprostitev. Doživiš tako fajn družbo, ko smo skupaj, se sproščanje, nove kraje odkriješ in vse nekaj lepega. Jaz sem slaboviden, jaz s palicami, posebej kadar hodim, imam pa vodiča, spremljevalca imam od spredi, in za spremljevalcem hodim, če je naporna pot. Če pa lažja pot, probam pa tudi že sam hoditi, tako da če lažja, imam pa osebo samo zraven, tako da večinoma hodim z spremljevalcem, sam si pa ne upam v hribe iti. V bistvu jaz sem začela v hribe hoditi, ko sem si zaželela vzpon na Triglav in sem takrat v bistvu tudi kot, se pravi, težko slabovidna, sama nisem mogla iti, pa sem si v bistvu zrihtala ekipo, tako da sem imela 2 spremljevalca, enega od spredi, enega od zadaj. In smo takrat skupaj osvojili Triglav. To je bilo 3 leta nazaj, takrat sem začela. Potem se je pa pojavil ta projekt, pa sem se v bistvu sam pridružila in zdaj z njimi že 3 leta hodimo po različnih vrhovih, od Visokogorja pa tako. Zdaj današnja pot je bila izredno lahka pač zame, imam zelo rajš tudi bolj zahtevne, poti pa vzpone, ampak zelo lepo, Jaz pravim, tudi družba je zelo pomembna, pa imamo super spremljevalce, to je moja spremljevalka, Klavdija. In tako, da smo skupaj, da se podružimo in jaz mislim, da se pol vse zmore, da noben izziv ni preveč zahteven. Zelo smo veseli, da so v naši ekipi različni strokovnjaki, pedagoški delavci, kineziologi, potem imamo tudi veliko takšnih, ki pa delajo z invalidi na različnih področjih, kar seveda pomeni dodatno vrednost našega projekta. Danes v okviru projekta Odbor in planinec delujejo že 4 delovne skupine. Akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah, ki poteka od leta 2018, so se pridružili še slepi in slabovidni, gibalno ovirani, gore osvajajo oziroma GOGO in lani še nevrorazlični s kratico AMA oziroma osebe z avtizmom, motnjami v duševnem razvoju in ADHD. Pri PZS pa razvijajo tudi paraplezanje in se mednarodno povezujejo. Izzivov jim gotovo ne manjka. Was it great? C'était bien aujourd'hui? Ah, c'est bien aujourd'hui. Yes. Yeah! Ja, super. Je bilo v redu? Ja, super. Ja. Je bilo super? Pa, super. Je bilo? Je bilo težko? Ja, super. A? Ja. Težko je bilo? Ja, Ah, saj ni res. Ni bilo super. Ni bilo, lepo je bilo, ne? pa. Ja, no. In je skupina fantastična, družba je fantastična. Znamo se pozabavati na vrhovih, našo himno damo, pa poplešemo, tako da zmer je zelo fajn.
Takšen podhod, ko je danes tukaj na Jančah, združi vse in povabi vse, tako različne invalide, kot tudi prostovoljce, brez katerih pa naših akcij ne bi bilo. Za vsako lokacijo gremo pogledat, ali je dostopna, kako je dostopna, in pa probamo res tako narediti, da lahko vsak, ki to želi, pride in da ga lepo povabimo. Letos vabijo še na 2 inkluzijska pohoda. Primerna za vse kategorije invalidov, in sicer 24. septembra na Bohor in 29. na Maistrov stolp v Slovenskih Goricah. Moja želja je tudi Triglav, ampak tam imeti res eno vrhunsko ekipo zraven. Ko doživim en tak podvig, si v bistvu napolnim moči za vsakodnevno življenje, oziroma dobim neko drugo perspektivo, kaj v življenju lahko narediš. Nafilam se kot ena baterija.